Gledalke in gledalci, dober večer, prijazno pozdravljeni iz studija VTV vaše televizije Velenje v današnji oddaji Župan z vami. Tokrat gostimo župana občine Šoštanj, to je gospod Darko Menih. Dober večer in dobrodošli. Prav lep dober večer vsem. Kako ste v tem prazničnem, veselem decembru? Ja, kar napeto je. Ta december je res vesel, poln dogajanj in je v bistvu kar naporno. Vsi tisti, ki poznajo delovanje občine Šoštanj, pravijo, da letos se pa v tem veselem decembru pri vas dogaja marsikaj, za vsakogar se nekaj najde, za mlade po srcu. Torej ste poskrbeli za, lahko rečemo, vse generacije. Ja, res je. Ta zloženka, ki je bila predstavljena z vsemi podatki o dogajanjih v decembru, ki so jo dobili tudi vsi stanovalci naše občine domov, res priča o tem, da je za vsakogar nekaj v tem decembru. In vsa ta društva, ki pripravljajo te prireditve, jih moram tudi pohvaliti. Tu je posebno treba pohvaliti tudi odbor za oživitev mesta Šoštanj in pa krajevno skupnost Šoštanj, turistično zvezo Šoštanj in pa seveda tu v strani stoji tudi občina Šoštanj. In z roko v roki smo sestavili ta program in zdaj se ta že uresničuje. Zdaj smo že na polovici decembra in do zdaj je bilo vse lepo in prav. Čaka pa še nas do konca decembra kar nekaj prireditev odmevnih in tako, da smo lahko zadovoljni s potekom teh dogajanj, ki smo jih že dali zdaj skozi. O teh dogodkih malo kasneje, če se zdaj vrneva malce v preteklo zgodovino. Zdaj lahko rečemo, da je občina Šoštanj mlada ali stara? Jaz moram reči, da je občina Šoštanj, lahko rečemo, mlada. Poglejte, letos obeleževamo 20. obletnico samostojne občine Šoštanj. In mi smo ponosni na to obletnico. In če se ozrete nazaj, pa sploh naši občani, če se ozrejo nazaj 20 let nazaj, se je v teh 20 letih kar veliko postorilo. Vsak župan je do zdaj nekaj dal Šoštanju, občini Šoštanj in tako tudi mi nadaljujemo. In res smo ponosni, da smo samostojni, imamo svoj proračun, razpolagamo s svojim denarjem, imamo svoje načrte in ki jih tudi uspešno uresničujemo. V teh 20 letih kaj bi posebej izpostavili? Ja, v teh 20 letih moram reči, da bi izpostavil to, da nas je kot občino doletelo marsikaj neugodnega. Tu so predvsem nesreče, poplave, potresi, žled, suša, plazovi in še poplave. Tako da smo v teh letih veliko denarja tudi usmerili v sanacijo teh nesreč oziroma teh tegob, ki jih nam je pripravila narava. No, to se ne da nič pomagati. Pristopili smo k reševanju in morali smo tudi sistemsko rešiti, kako in kaj se lotiti poplav. Naročili smo tudi protipoplavno študijo, ki je nam pokazala, kako moramo ukrepati s to pobesnelo naravo, z vodo in nekaj stvari nam je kar uspelo. Poglejte, tam v Pohrastniku, ki je zdaj že kar dvakrat plaval, po meter vode so imeli v hišah, smo naredili še en železniški propust, da toplica hitreje smukne v Pako. Potem Globočec smo naredili nov most, ga tudi poglobili. Poglobili smo tudi Bečevnico oziroma sanirali brežine Bečevnice in nekaj stvari se je postorilo tudi po strmini v Klošah. Tudi mostovi so nastali novi in pa v Velunji, kjer je tudi bilo veliko teh usadov, da so se tudi nekje sanirali. Povejte, gospod župan, kako pa recimo ljudje potem sodelujejo ob takšnih nesrečah skupaj z vami, z lokalno skupnostjo? Jaz moram reči, da kar se tiče, ko nas doleti kakšna nesreča, vemo, kdo je prvi na področju narave oziroma na terenu. To so gasilci, civilna zaščita in pa tudi prostovoljci, ljudje,
ki tudi pomagajo sosedu, tako da želijo čim prej prebroditi tisto trenutno nesrečo, ki je res neugodna. No, moram se ob tej priliki res zahvaliti vsem tem dejavnikom, gasilcem in ostalim za vso pomoč, zato jih pa tudi cenimo. In jaz mislim, da lahko trdim, da tudi ljudje naši zaupajo tem organom, tem gasilcem, civilni zaščiti, tudi občini in tako da z roko v roki potem rešujemo tisto najnujnejše, da pridemo zopet na tisto, kar je bilo prej. No, ko sva ravno pri gasilcih, vsako leto zanje pripravite tudi sprejem, določen del sredstev iz proračuna namenjate tudi gasilcem. Kako je z njihovo opremo, z voznim parkom, kaj potrebujejo? Imajo tudi precej nove domove gasilske. Ja, tako je. Poglejte, mi res cenimo gasilce in zato tudi poskrbimo, da je v proračunu zagotovljen denar za njihovo delovanje. No in v letošnjem proračunu je zdaj zagotovljenih 95 000 in pa potem še posebej 20 000, ki smo jih rezervirali za nabavo opreme. Namreč v prejšnjih letih do letošnjega leta smo nabavljali vozila, ki so bila dotrajana in nabavili smo v teh parih letih nazaj 9 avtomobilov, ki so novi, zmogljivi, sodobni, zelo dobro opremljeni in tako da smo zdaj prišli na osebno opremo in ravno pred kratkim smo tudi vsakemu gasilskemu društvu namenili tam okrog 4500 in da so si lahko kupili osebno opremo, ki smo jo pa potem svečano predali društvom. Mi se bova v tej oddaji seveda dotaknila delovanja v zadnjem letu dni. Precej ste v letošnjem letu omenjali Vilo Majer. Številne pogodbe ste podpisali prav v tem objektu. Je Vila Majer en tak poseben protokolarni prostor? Ja, poglejte, ta vila je res en posebni protokolarni prostor. To je vila iz 19. stoletja, na katero smo res zelo ponosni in je tudi biser naše dediščine. Posvetili smo ji kar veliko pozornosti, da smo jo tako lepo obnovili in pa seveda tudi naselili z vsebino. Poleg tega, da je to protokolarni objekt, kjer se tudi srečujemo z raznimi delegacijami, potem je tu, so podpisi pogodb z izvajalci, imamo tudi razne razstave občasne in pa stalne razstave, to so domoznanska zbirka, potem je tu napotnikova zbirka in pa Kojceva zbirka vrtnarja Kojca. In na podstrešju imamo tudi pedagoške delavnice, ki so zelo zaživele, tako da ta vrtec, ki je v bližini, je skoraj redni gost tam in tu se dogaja marsikaj, tako da že vsi ti tam mali vedo, kaj in kako je z našo dediščino v Šoštanju. Poleg tega moram reči, da tudi tuji obiskovalci radi pridejo, si pogledajo. Imamo tudi knjigo Vodnik po Majerjevi vili, ki je res lepa, tako da so vsi obiskovalci tudi zadovoljni. Ne smem pozabiti, da je tam noter lepo obdelana tudi prav Majerjeva soba, to je bil ta notar, ki je bil lastnik, tako da jaz mislim, da veliko pozornost poudarjamo tej vili in to ni zastojno. Tudi za mladoporočence. Tako, no to sem pa skoraj pozabil. In v tem protokolarnem objektu se tudi lahko zdaj poroča. Od 1.7. naprej smo dobili uradno iz upravne enote in iz ministrstva dovoljenje, da se tu vršijo uradne poroke in to se tudi dogaja. Jih je že kar nekaj, tako da smo res lahko zadovoljni, še bolj pa naši občani, katerim ni treba iti v Velenje ali kam drugam. Dobro, Vilo Majer poznajo zdaj Šoštančani in ljudje iz okolice, pa vseeno je en tak poseben biser ta vila vaše občine. Nekako kar seka v oči, ja, pozitivno rečeno. Res je. Poglejte, že sama vila je arhitektonsko res nekaj posebnega, poleg tega je pa še tu park.
Ta park je pa tudi lepo vzdrževan in oblikovan in zasajen z določenimi drevesi, ki so značilnost bili že takrat, ko je ta vila nastajala. Kot župan in kot človek, ki je večino svojega življenja preživel z najmlajšimi, veliko pozornosti polagate pravzaprav otrokom, ne? In ponosni ste predvsem tudi na vrtec Šoštanj. Ima eno posebno zgodbo? Ja, ta vrtec Šoštanj ima posebno zgodbo. Zgodba se je pa začela takrat, ko smo bili nekje postavljeni pred dejstvo, da vrtci v Šoštanju potrebujejo en skupni vrtec, namreč prej je bilo 5 lokacij vrtca in to je bilo res zelo težko za vse vzgojiteljce, tudi za otroke, tudi za starše, ki so imeli otroke po celem Šoštanju. No in zdaj, ko smo se odločili, da zgradimo nov vrtec, pa ni bilo trenutno denarja. In zgodba se je začela odvijati tako, da smo poiskali javno-zasebno partnerstvo z podjetjem ESO-Tech, z njim smo podpisali pogodbo in tudi gradil je ESO-Tech. Moram reči, da je tudi v enem letu bil vrtec postavljen. Vrtec je pa zdaj tako, letos smo že praznovali prvo obletnico in so bili vsi navdušeni. Moram tudi to povedati, da se ravnateljica in vsi zaposleni v vrtcu zelo trudijo, kar se vidi tudi po obisku vrtca. Namreč v ta vrtec prihaja veliko ljudi, veliko vzgojiteljic, vzgojiteljev in drugih delegacij iz vse Slovenije in tudi od drugod. Vsi zelo hvalijo, kako je vrtec urejen, kako je lepo zgrajen in kako je vzdrževan. No in pred kratkim smo imeli tudi delegacijo iz Japonske in so bili tudi zelo, zelo navdušeni. Kar se pa tiče same koncesije z ESO-Techom, je pa podpisana za 15 let in mi vzdržujemo oziroma plačujemo samo te mesečne stroške, vse ostalo je pa še zdaj v rokah ESO-Techa. Je pa vrtec hitro dobil končno podobo, ne? Če pogledamo načrti leta 2012, potem temeljni kamen leta 2013, gradnja in pa otvoritev leta 2014, letos pa prva obletnica, kot ste rekli. Tako, letos je bila prva obletnica, no in če se spomnimo nazaj, da je na tem področju, kjer danes stoji ta eden izmed najlepših vrtcev v Sloveniji, nekoč stala stara šola Bibarek, ki je bila preko 127 let stara, vendar smo takrat se odločali, ali šolo obnoviti, ali jo podreti, ampak vendarle je potem stroka odločala, da je boljše, da se šola podre in se zgradi nov vrtec in tako se je tudi zgodilo. Vrtec Lučka? Ja, vrtec Lučka je pa zdaj v prenovi, namreč mi smo zdaj z skupnim vrtcem pridobili 5 lokacij, no in na teh lokacijah smo že načrtovali, kaj se bo v teh prostorih dogajalo. No in v Lučki, to je v glavnem vrtcu, se dogaja popolna prenova, tam smo dali na razpolago društvom, planincem, tabornikom, mladincem, alpinistom in še likovnikom prostore, ki so jih sami preuredili. Tu moram res pohvaliti. Vsa društva so delala prostovoljno pod vodstvom Gojeviča, gospoda Gojeviča, arhitekta, in zdaj gre ta obnova k koncu. Zdaj se montira še trenutno plezalna stena, ki bo tudi nekaj posebnega v tej Lučki, in pa del hostla še ni čisto gotov, ker noter bo približno 10 postelj, tako da bojo lahko ti mladinci, če bodo, oziroma ti društveniki, ki bojo tu imeli kakšne obiske, da bo lahko kdo tudi tu prespal. Skok iz vrtca, potem v osnovno šolo? Ja, tu je pa še osnovna šola, ker poleg osnovna šola je bila pa tudi zgrajena pred 10 leti, letos je bila 10. obletnica, mislim, kaj gre čas hitro, ne? In
tudi obletnica je bila zaznamovana s lepim programom in tudi na to šolo smo ponosni. Sicer je to velika šola, tam približno 700 oziroma 779 otrok ima trenutno, tako da ima pa polno dejavnosti, izbirnih predmetov, ostalih športnih dejavnosti in je šola kot taka zelo uspešna na teh tekmovanjih športnih in pa seveda tudi na vseh ostalih tekmovanjih iz znanj. No in ravno zadnjič je bilo državno prvenstvo iz biologije, tako da šola se tudi posveča organizaciji takšnih tekmovanj, ker ima veliko prostorov in to je za takšna velika tekmovanja zelo ugodno. In vsako leto kot župan seveda pripravite tudi sprejem za najboljše učence. Ja, res je. Tudi za najboljše učence pripravimo vsakoletni program in to ga ponavadi pripravimo tudi v Vili Majer, da je bolj slavnostno. No, kar se pa tiče še ostalih šol, mi smo imeli včasih 4 podružnice, no potem so 2-3 so bile najprej zaprte Bele vode, 2-8 zavodne, no in nažalost v letošnjem letu smo morali zapreti še Ravne. Tako da je ostala samo še Topolšica, ki ima pa kar veliko otrok, mislim, da tam okrog 43-44, tako da ta šola še obstaja. Žal mi je za Ravne, kjer je bilo 13 prvošolčkov, zanimivo, ne? Ampak upisal se je samo eden. Pa prej so bili še 3, tako da bi bili gor 4 učenci, kar pa ministrstvo ne dovoli več in smo morali šolo začasno zapreti, v upanju, da bo pa kdaj morda boljše. Menite, da bo? Naraščaj tudi? Ja, naraščaj, pogledajte, jaz sledim tudi naši statistiki občinski, ko podeljujemo ob novorojenčkih, namreč damo bon za 150 € in moram reči, da je vsako leto okrog 100 novorojenčkov, včasih še celo več, tako da upajmo, da bo tudi na tem področju nekje luč na koncu predora. Se pravi, da bo boljše, morda že prihodnje leto. Ja. Investicije v letošnjem letu v občini Šoštanj? Ja, investicije pa moram reči, da so malo bile okrnjene, namreč te nesreče, poplave, plazovi so nam kar pobrali nekaj denarja. Mi smo do zdaj sanirali 56 velikih plazov in samo v letošnjem letu 17 takšnih srednjih plazov. Poleg tega tudi še nekaj smo uredili cest, asfaltirali nekaj cest in pa seveda še vse ostale pozornosti smo namenili tudi vodotokom, kajti tu je res pereča zadeva tam zlasti na Pohrastniku, da nam zopet kakšna poplava ne udari in ne poškoduje te imovine, ki je bila že večkrat tudi poškodovana. Drugače pa največja investicija letos je bil pač Trg Svobode. Za ta trg smo mi zagotovili sredstva v proračunu, stal je 1 85 000 in ta trg je bil pred kratkim tudi otvorjen in zelo smo ponosni na njega, lep je. Izvajalec je bil Nival iz Ptuja, projektant je bil gospod Rok Poles, Domino Engineering in tudi nekaj podizvajalcev je bilo, ampak ko smo opazovali to delo, so res delali strokovno, pridno, v največji vročini in potem tudi v največjem dežju, ampak to jih ni zmotilo. Ta trg je gotov, zdaj je tudi ukrašen, zadnjič smo prižgali tu novoletne lučke in je pa bilo zanimivo med samo gradnjo, namreč pojavljali so se razni problemi, ker moramo vedeti, da se je tu zamenjala vsa infrastruktura, od kanalizacije, telefonije, vodovoda, vseh ostalih stvari, da smo pa tudi naleteli na zgodovinske znamenitosti
In tam je bil odkrit vodnjak, ki so ga potem ugotovili, da je to Končanov vodnjak, cirka 4,5 metre je globok, in s posvetovanjem Zavoda za kulturno dediščino smo ga potem tudi ohranili, obnovili in ga tudi prezentirali tu na trgu, tako da smo ga dvignili in obeležili, kot da je to neka res znamenitost. No, ta vodnjak je okrog in okrog obdan s kamenjem, ki je bilo pa najdeno tudi na cesti. In to je eno posebno kamenje, barvasto in zelo staro, tako da tudi tu smo nekje poslušali Zavod za kulturno dediščino, kaj, kako naj to naredimo. Je bilo še tudi nekaj odkritij, tako da so ti strokovnjaki iz Celja prišli in potem pregledali to kamenje ob raznih hišah. Namreč tu so bila tudi vsi temelji so bili zelo lepo sanirani, tako da jaz mislim, da bo zdaj ta trg zdržal. Bil je pa to že trg, namreč Trg Svobode je bil že 53. leta, 1953, in potem se je preimenoval, najprej je bil Prešernov trg, potem pa se je preimenoval v Trg Svobode. No, in tega leta je bil tudi spomenik postavljen NOB-ju, ki je tudi zdaj nekje prenovljen in je pravi simbol. Kakšen je torej zdaj vaš prihod v službo? Ja, zdaj je moj prihod v službo kar bolj, bi rekel, razveseljiv. Namreč prej smo bili kar utesnjeni, gradbišče je bilo do samih vrat, čeprav moram reči, da so ti gradbeniki res poskrbeli za varnost, tako da so vsi občani lahko hodili na občino, tudi na mestno blagajno, tudi na vse naše urade, pa so pretrpeli. Kaj pa samo zadovoljstvo ljudi? Ja, jaz mislim, da tisto začetno nezadovoljstvo, ko je bilo, pa tisti hrup, pa tiste največje mašine, ki so tam res ropotale, tolkle, da je res motilo okoliščine te prebivalce. Ampak vendarle, mi smo se jim upravičili, razumeli so, ampak zdaj, ko mislim, da se sprehodijo po tem trgu, pa ko vidijo, da je lepo zasajen, da je lepo urejen, da je prostoren in da je namenjen res vsem generacijam v Šoštanju za druženje, za prireditve in da so zdaj tudi zadovoljni. Ravno to sem želela izpostaviti, ne? Velikokrat smo slišali, ko ste dejali, da želite, da se na tem trgu Svobode v Šoštanju srečujejo različne generacije. Vam to zdaj uspeva? Kaj opažate od meseca oktobra dalje? Ja, poglejte, opažamo to, da se je začela zgodba odvijati v pravo smer. Namreč bilo je že kar nekaj prireditev. Če začnem pri teh lučkah, ko so Modrijani napolnili ta trg, no potem čez nekaj dni pa smo imeli tudi miklavževanje, ki je bilo tudi zelo odmevno. In pa zdaj se pa začnejo vrstiti tudi razne prireditve, tako osnovne šole, tako medgeneracijskega središča, potem raznih pevskih zborov in seveda tudi oglarji, pevski zbor Tež, ostali zbori. Tako da, dobro, ti so verjetno manj obiskani, ampak vendarle ljudje pridejo, se ustavljajo in zdaj je tam poskrbljeno tudi za kak čaj, tako da se malo ob teh stolčkih tudi pomenkujejo, podebatirajo, pokritizirajo seveda tudi, a ne? Ampak nasploh pa mislim, da enih velikih kritik ni. Ampak veseli ste tako pohval kot tudi dobronamernih kritik pripomb, če so, ne? Tako je, to je res. Vsaka dobronamerna kritika, ki nima ne vem kakšne ostre puščice na koncu, je dobrodošla in jo akceptiramo, jo potem tudi želimo čim prej popraviti, odpraviti, tako da smo pripravljeni na vse pripombe, na vse sugestije. Letos tudi izvedba 2 večjih kohezijskih projektov, najprej meseca junija, lajše slavnostna otvoritev vodovoda.
En pomemben projekt za občine, ne? To je bil pa zelo pomemben projekt, celovita oskrba s pitno vodo. To je bil zelo velik projekt vseh 3 občin in namreč v tem projektu je bilo zgrajenih 43,5 km vodovoda in to je nastal obroč po vseh 3 občinah, tako da smo zdaj vsi prebivalci, kolikor nas je tu, okrog 45 000, lahko preskrbljeni z kvalitetno, odlično pitno vodo in ta otvoritev je bilo tudi nekaj posebnega tu na letališču. To je bil projekt, ki je stal približno 35 milijonov in tudi vsaka občina je nekaj prispevala, tudi Ministrstvo za gospodarstvo nekaj pa kohezija. Tako da smo prišli res do te pitne vode, ki je dragocena za vsako gospodinjstvo in tako mora tudi biti. Jaz moram reči, da se je s tem naša oskrba z vodo naših vasi, naših krajevnih skupnosti zelo izboljšala, tako da je res že tam preko 80%. Je še sicer nekaj lis, ampak te lise pa potem preko krajevnih skupnosti še odpravljamo. A se vam zdi recimo izvedba tega projekta dober dokaz ali pa pokazatelj dobrega sodelovanja med občinami? Ja, jaz že vsega začetka trdim, da mi vse 3 občine dobro sodelujemo. Zlasti se najdemo tam, kjer so ti skupni projekti, ki so tudi vezani še na kakšna evropska sredstva. Poleg tega pa imamo tudi nekaj skupnih služb in nekaj skupnih nalog, ki jih uresničujemo skupaj. In jaz sem do zdaj s sodelovanjem res zadovoljen in jaz upam, da bomo tako z roko v roki delali še naprej. V mesecu septembru tudi slavnostna otvoritev čistilne naprave. Ja, no to je bila pa druga zgodba, kar se tiče vodovoda oziroma oskrbe z vodo. Namreč imamo 3 čistilne naprave, 2 sta na našem področju, 1 pa na področju Pake, to je Čuješ, pri nas sta pa Mazej in pa Grmov Vrh in Mazej je prenovljen, ostali 2 sta pa popolnoma novi. No, te čistilne naprave imajo pač nalogo, da prečistijo to vodo in jo potem pošiljajo v te daljnovode oziroma vodovode in tu je tudi hidravlična analiza te vode, tako da in pa daljinski nadzor. Tako da to je res najmodernejše, kar se na tem področju lahko naredi in do zdaj dela odlično. Se pravi, spet dobro sodelovanje, komunalno podjetje Velenje, ESO teh občini. Ja, to je res. Tu je komunala odigrala svoje s svojim inženiringom in pa seveda tudi z delavci in pa tudi ti izvajalci, ki so izvajali ta projekt, so odlično opravili delo, vsi smo zadovoljni in takih projektov si želimo še več. Kaj recimo konkretno takšni projekti pomenijo za vašo občino, za vaše ljudi? A se tega sploh zavedamo vsi skupaj? Ja, po moje še ne čist, ampak ko pa doma odpreš vodovodno pipo, pa vidiš, da je to čista voda, da ni predozirana z kakim klorom, da ni onesnažena in veš, da je pritekla najprej iz Ljubije, pa da je šla potem skozi čistilne naprave in da je to zdaj res neoporečna voda, si pa tudi zadovoljen in bolj siguren v tisto zaužitje te vode. Gospod župan, za vas pravijo, da ste ljudski človek, da ste ljudski župan, da znate prisluhniti. Ja, jaz se trudim, da prisluhnem vsakemu, ki kaj rabi od mene. Tako da jaz tu ne vidim nobenih problemov. Je pa res, da za vsako tako stvar, če želijo kako pomoč z naše strani, iz občine ali tudi od mene, je treba priti malo pravočasno, malo najaviti prej, da se ta problem, ki ga pač prinesejo sabo,
nekje analizira in najdemo potem skupne, najbolj ugodne rešitve na zadovoljstvo vseh. Znate pa motivirati ljudi, da stopijo skupaj kakšni akciji, tukaj mislim na čistilno akcijo, ki jo izvedete vsako leto v vaši občini? Ja, te akcije se mi vsako leto držimo in po tistih podatkih za nazaj moram reči, da so vedno zelo dobro obiskane, tudi po krajevnih skupnostih, tudi vsa društva, ki pridejo. Jaz se jim moram zahvaliti za to in samo primer za lansko leto smo nabrali 10 ton pa pol, no v letošnjem letu pa je ta akcija bila ravno tako zelo uspešna, tudi po 400 ljudi se udeleži, smo pa nabrali 8 ton pa 600. No ta podatek morda tudi nakazuje na to, da ni več toliko smeti po gozdovih pa ob cestah, kot jih je bilo pred leti. In to je spodbudno. Osveščenost ljudi. Tako. In tudi samo ločevanje teh odpadkov na teh otokih, ki jih imamo, sicer še nam manjka nekaj otokov, ampak to postopoma zdaj dograjujemo in tako da tudi to ločevanje prinese k večji čistoči okolja, kar pa narava naša tu, ki je lepa, potrebuje. Delovanja sveta občine Šoštanj v letošnjem letu, kaj vse ste uspešno spravili pod streho? Ste izpeljali vse načrte? Ja, mislim, da smo izpeljali vse načrte. Zdaj v sredo imamo še zadnjo sejo, to je drugo branje našega proračuna. V prvem branju ni bilo nekih velikih pritiskov, pripomb, tako da pričakujem, da tudi zdaj ne bo in da bo šlo to skozi. Poleg tega se med letom pojavljajo kakšni odloki, ki jih je treba sprejemati in te smo tudi uspešno sprejeli in povedati moram, da svet občinski z razumevanjem gleda na vse te probleme, da jih potem obdelamo, ker na seji jih predstavimo in še potem s tisto debato pride do končne odločitve in svet je do zdaj res soglasno potrjeval takšne stvari. No in pred kratkim smo zdaj opravili še eno veliko nalogo, da smo sprejeli občinski prostorski načrt. To je velik dokument, dolgoročni dokument glede okolja in prostora v naši občini, kaj se lahko dela, kaj se ne sme delati, kakšni posegi so dovoljeni, na katerem področju in to je bil velik uspeh naših služb in pa tudi urbanistov iz Celja, ki so nam to pomagali. Moram reči, da poleg občinskega prostorskega načrta, ki zdaj od 10. decembra že velja, smo sprejeli še podrobne prostorske načrte OPPN in sicer za Vilo Široko in pa za samo mestno jedro Šoštanja. Namreč tam pri Vili Široko je kar nekaj stvari, ki jih je bilo treba vnesti v ta OPPN. Tam pride eno naselje, hišc, potem je tam še športni park in pri sami Vili Široko pride še tudi en hotel in vse to je možno zdaj tam graditi. Tudi parkirišče je zajeto. No, kar se pa tiče mestnega jedra Šoštanja, je pa predvsem tu so te krajše ceste, odseki krajših cest z pločniki in pa seveda ohranitev kulturne dediščine, ki jo v samem jedru oziroma v samem Šoštanju tudi ne manjka. In pa še ena pomembna stvar je, da razbremenimo center s prometom. Namreč ta promet je bil do zdaj nekje kar en velik problem, velik zamašek. No in zdaj z odprtjem trga smo le razbremenili ta trg s prometom. Mislim, da ga bomo zdaj v kratkem čisto, tako da ne bo noben avto parkiran na trgu. Smo pa zgradili ob Paki nadomestno parkirišče in tudi zdaj, ko začnemo
naslednje leto za izgradnjo Aškerčeve ceste s pločnikom. Tudi tam je še en prostor za parkirišče, tako da bomo še tam poskrbeli za parkirišče. Tudi en del parkirišč bo zgrajen še tam ob Primorski cesti. Tam bo, če nam bo uspelo v etažah, da bo dvoetažno parkirišče, kajti potem bodo lahko ljudje tam parkirali in potem teh par 50-60 metrov v podhodu prišli na sam trg, tako da bo res brez prometa. Če omeniva letošnjo slavnostno sejo ob občinskem prazniku, konec septembra, nekaj posebnega, 20 let, podelitev priznanj. Ja, 20 let smo nekje obeležili z enim takim zgodovinskim filmom, kjer je bilo prikazano, kaj se je v zgodovini tu v Šoštanju delalo, kdaj je bila dvignjena zastava in to smo res bili ponosni. Potem so bile tudi zabeležene vse izjave vseh dosedanjih županov in pa slavnostna seja, ki je res potekala slavnostno. Jaz mislim, da smo lepo predstavili ta zgodovinski dogodek in da smo obeležili to 20. obletnico naše samostojne občine. Letošnji prejemniki priznanj? Ja, letošnji prejemniki priznanj so kar naredili nekaj preglavic, namreč predlogov je kar veliko, priznanj pa moramo reči, da imamo mi za častnega občana, ki je bil letos izbran gospod Ošlovnik Nino. Potem imamo priznanja, ki so jih dobili gospod Krevzl, gospod Lambizer in pa zadruga, kmetijska zadruga. No in potem imamo še pa plakete, ki so jih pa dobili gospod Vrhovnik, pa gospod, kako se piše že, no? Skratka, najbolj zaslužni. Stvarnik, ja, najbolj zaslužni in jaz mislim, da so prišla priznanja v prave roke. Poleg tega smo podelili tudi še mladim, ker vsako leto podelimo mladim zlatim maturantom ali uspešnim dijakom, tako tudi letos in pa tudi športnikom. No in med temi športniki je bila tudi Anja Drev, ki je na olimpijadi invalidov v Rusiji dosegla 2. mesto in smo bili zelo ponosni. Na športnike ste še pa posebej ponosni. Ja, no na športnike še pa posebej, ker tudi športnikov je kar nekaj v naši občini in če pogledamo v zgodovino, so tudi ponesli ime Šoštanja kar po Sloveniji. Odbojka tukaj, ne? Ja, no in zdaj odbojka je ta zadnji hit, ki je namreč odbojkarski klub Šoštanj Topolšica je bil leta 3-4 državni prvak. To je bil tudi dokaz, da se v klubu zelo dobro dela z vsemi selekcijami in to je bil tudi vrhunec. No in iz tega kluba sta išla tudi zdajle 2 reprezentanta, ki sta nastopala v Bolgariji na Evropskem prvenstvu. To sta bila Klobučar in pa Vinčič. Tako da res oba imata korenine v tem klubu v Šoštanju. Ste pripravili tudi sprejema, ne? To smo pripravili sprejem. To smo poklicali vrtce, ki so z veseljem prišli, nekaj so povedali, potem so si pa z veseljem ogledovali to srebrno kolajno, tako da je bil tudi tak sprejem res veličasten. Kaj vam osebno to pomeni? Ker vidim, da zdaj to doživljate z enimi posebnimi čustvi. Ja, poglejte, jaz sem bil odbojkaš, in dolga leta igralec, potem pa trener in pa sodnik. Poleg tega sem bil tudi trener invalidske reprezentance jugoslovanske, tako da mi je odbojka, ne reč, v prstih. Tako kot tale medalje zdaj, ne? Ja. In sem res vesel vsakega uspeha, kar se tiče odbojke.
Zdaj je sicer malo krize, imamo zdaj tudi ženski klub, ki tudi dobro dela z vsemi selekcijami. Tudi moški klub je začel zdaj na novo, tako da jaz mislim, da bo v kakšnem letu zopet kak velik uspeh. Se pravi, za mlade športnike v vaši občini se ni treba bati? Ne, jaz mislim, da ne. Imamo veliko šolo, to je veliko otrok, pedagogi že usmerjajo tudi v razne klube, imamo tudi klube s trenerji, ki potem prevzamejo te male in jih vzgajajo v bodoče športnike in tako je tudi prav. Če se zdaj dotakneva kulture, kar nekaj teh okroglih obletnic, najprej morda orkester Zarja, Šoštanj, 90 let. Ja, poglejte, na kulturi smo tudi zelo bogati, namreč imamo res tam preko 20 kulturnih društev in prav zanimivo je, v letošnjem letu je veliko društev imelo kar visoke obletnice. No in ena izmed najbolj visokih obletnic je obletnica 90 let pihalnega orkestra Zarja, ki je res vlečni konj tu pri nas. No, potem je tu pevski zbor, mešani pevski zbor Svoboda, je imel 45 let. No in še en zbor ne sme pozabiti, to je zbor Društva upokojencev, ki ima 65 let. Tako da teh zborov imamo kar veliko in tudi Ravnski moški pevski zbor je imel 40 let. No in te prireditve, ko jih tudi pripravljamo po Šoštanju, so tudi zanimive. Namreč v preteklem času smo pozvali zbore, da so peli na trgu bratov Mravljak, potem v Kajuhovem parku, tako da so popestrili to sobotno dogajanje in to je bil ta nastop teh zborov je bil lepo obiskan. Ima pa godba zdaj ravno koncert, ne, božično-novoletni, tradicionalni, se vsako leto znova potrudijo, presenetijo obiskovalce, obiskovalke. Tako je, res je, v nedeljo 20. je ta novoletni koncert pihalnega orkestra in vedno na tem koncertu so izvirni, vedno nekaj na novo poštudirajo ti fantje, tako da... In dekleta, ne? In dekleta, seveda. In tako da je z veseljem iti na ta koncert, poslušati, jih opazovati in uživati v tej njihovi glasbi, v njihovih nastopih. In še nekaj treba omeniti, kadarkoli jih povabite na kakšen dogodek, nikoli ne rečejo ne. To je pa tudi res. Vedno, ko imamo kakšen dogodek in vemo, da je kak tak dogodek, ko se sliši godba na pihala, ljudje še bolj postanejo pozorni, pridejo, si pogledajo kako prireditev in do zdaj še nikoli niso zatajili ali pa odrekli usluge. No in to je tudi dokaz, da delamo z roko v roki, mi pa potem skušamo preko proračuna tudi povrniti te stroške oziroma poplačati te potrebe, ki jih imajo. Vemo, da je godba zdaj že preko 110 članov ima in da so inštrumenti dragi, da je uniforma draga in tu je treba jim pomagati. So pa res na vseh naših prireditvah, tudi sejmih, zdaj sta bila pred kratkim 2 sejma in tu so tudi odigrali tako, kot znajo. 20 let Šoštanjskega lista v letošnjem letu. Ja, tudi v Šoštanju je list že kar preživel 20 let, od tistih prvih, ki je bil v drugačni obliki. Tudi ta odbor se je nekje spremenil vmes, ampak vendarle vse čestitke njihovim naporom, njihovi vztrajnosti, da se je tako dolgo obdržal, kajti je lep list, modern in tudi z aktualnimi informacijami, tako da smo res zadovoljni, da ta list obstaja in da bo še obstajal.
Zdaj prijazno povabilo tudi vam, gledalke in gledalci, da nas pokličete in župana občine Šoštanj, gospoda Darka Meniha, karkoli poprašate, seveda, če imate kakršnokoli vprašanje. Naša telefonska številka 03 897 0770. Lepo prosim, da ste kulturni, da se predstavite, poveste, odkot kličete in potem zastavite tudi to vaše vprašanje. Dvorec Gutenpichl, tukaj pa se je letos odvijala ena posebna, lahko rečemo adventna oziroma že kar predpraznična pravljica. A ste verjeli, da se lahko v tem dvorcu odvije takšna zgodba? Ja, zdaj, ko sem bil jaz na licu mesta gor, pa ko sem doživel te dve otvoritvi gor, te dve prireditvi, lahko verjamem, da se. Namreč prej pa je bil za vse, tudi za mene, ta dvorec nekje bolj oddaljen, imel je drugo vsebino, bil je bolj zaprt v gozdu in tako da ni bil niti tako dostopen. Bova nadaljevala, nekdo je z nami. Dober večer. Halo? A lahko prosim utišate televizijski spremnik, da bomo lažje komunicirali? Ja, vaše ime se lahko predstavite? Prosim, če utišate televizijski spremnik, da bomo lažje komunicirali. Ja, halo? Ja, slišimo vas. Petelinček. Ja, izvolite. Dober večer, voščim obema. Dober večer. Dober večer, voščujem Heindl iz Svobodnih Metlič pri telefonu. Pozdravljeni. Ali Petelinček. Zdravo. Lepo bi pozdravil oba in še naprej bi rekel, taka dobra dela, ko ste zdaj delali v šoštanjski občini, še naprej bi tek lepo, da bi bilo to še tek pošlihtano, kot naj bi bilo. Res je razveseljivo gledati po Šoštanju, pa jeti po Šoštanju, pa videti, kaj vse se je naredilo za ljudi. Lepa hvala. Da, hvala lepa za vaš klic, lepo se imejte in lahko noč. Gospod župan, je lepo slišati take spodbudne besede že kar na začetku. Jaz se gospodu zahvaljujem, da je tudi se spomnil, da tudi kaj je treba pohvaliti, kdaj, da dobimo še večji elan, pa še kako idejo za naše občane. Je pa gospod Petelinček tudi prepoznaven gospod v vaši občini, ne? Pa še moj sošolce iz osnovne šole. Dobro, če zdaj nadaljujeva tukaj pri dvorcu Gutenpichl, mogoče da razložite, za kakšen dvorec pravzaprav gre, zgodovina tega dvorca? Ja, to je dvorec iz 15. stoletja, takrat je bil že nekje zgrajen, vendar ne v taki obliki, ampak potem se je iz stoletja v stoletje menjala garnitura lastnikov in na koncu je lastništvo prevzelo Ministrstvo za zdravje in je noter naselilo psihiatrični oddelek, ki je kar nekaj let dobro deloval, bil uspešen, no potem pa verjetno je neka kriza na ministrstvu, so se odrekli temu. Zdaj nekaj let oziroma 2-3 leta je bil zdaj dvorec popolnoma prazen in se prav že čuti, da je začel propadati. Nekaj stvari je bilo tudi odtujenih, tudi te nadzorne kamere, pa to so bile stolčene, uničene in treba je bilo nekaj storiti. In jaz sem prav vesel, da se je naša svetnica Mateja Kumer lotila odprtja tega Gutenpichla. In tu je našla navezavo z Ministrstvom za zdravje oziroma z Vojnikom, da so ji tam dovolili, da so ji povedali, kako in kaj lahko to naredi. In pa seveda z gospodom Ugriskom sta potem pripravila prav ta predadventni čas. Tu v tem tudi razstava je noter, tako da je bilo res zelo prijetno. Vse pohvale. Zdaj, kar se pa tiče naprej, ta dvorec bi verjetno morala dobiti občina v lastništvo, ker potem bi lahko mi tudi kaj postorili ali vsaj nekje sanirali zadevo, da ne bi še bolj propadala, vendar je cena v tem trenutku tam 640 000 evrov kar visoka v tem času. Smo pa v navezi z Zavodom za kulturno dediščino in pa tudi z Ministrstvom za zdravje, da bi ta stvar oziroma ta Gutenpichel prešel v lastništvo
pod okrilje Ministrstva za kulturo, pa bi morda občina preko kulturnega ministrstva lažje prišla do lastništva tega dvorca. Letos ste tukaj pripravili tudi srečanje gospodarstvenikov. Ja, tudi v tem dvorcu je bilo srečanje gospodarstvenikov, tudi ti so bili navdušeni. Veliko jih je bilo prvič sploh v tem dvorcu. Tukaj pa je že ta pravlična podoba, to je pa že ta pravlična podoba, ki je bila res enkratna, in tudi gospodarstveniki so se nekje potem v pogovorih nekje strinjali, da je treba to nekje odkupiti, dobiti v lastništvo, pa potem kasneje kaj iz tega ven postoriti. Številni obiskovalci so bili tudi navdušeni, tukaj se je dobro izkazalo tudi podjetje PUP, Simonom Ogriskom, ki ste ga že omenili. Tako je. Bilo je res lepo, tako da tisti, ki niso bili, jim je lahko žal. Mislim pa, da je še vedno kdaj pa kdaj odprt ta dvorec, ki si ga je res vredno ogledati. Zdaj zgodba, kako se bo odvijala? Zdaj želje so, ne? Ste že omenili lastništvo. Ja, občine, želje ne? so. Zdaj, če ga bi dobili mi po neki zmerni ceni ali da bi ga nam celo predali za 1 evro, kot vemo, da po Sloveniji takšne stvari propadajo, država drži roko gor in taki dvorci, gradovi, to vse propada. Namesto da bi dali enemu, simbolično ceno, pa da bi se potem nekje uredilo. Jaz upam, da bomo našli nek skupni jezik, da bomo predstavili naše ideje, naše ambicije, kaj bi potem mi s tem naredili. Gledalke in gledalci še vedno prijazno vabljeni, da nas pokličete in župana Darka Meniha karkoli povprašate. 03897 0770. 10 minut še imate na razpolago, tako da pohitite. Prej ste že omenili seveda to predpraznično veselje v mesecu decembru. Odbor imate, ne, ki je začel z delom že kar dosti časa nazaj. Ja. Uspešno ste pripravili te zloženke, številne zanimive animacije, prireditve, in če samo pogledamo, kar ste že prej omenili, slavnostni prižig te razsvetljave 1. decembra, poln trg, Ja. To je bil pa tudi balzam za dušo in srce konec koncev. Res, na tem trgu, kjer smo prižgali luči, je bilo res slavnostno. Ko je človek pogledal dol po trgu, je bilo vse nabito, vsi ljudje so pričakovali potem tisti trenutek, ko se bodo lučke prižgale, in bilo je res lepo. Skupaj smo potem dali znak in lučke, odštevanje, in na tisti znak, ta zadnji, prižgimo praznične luči, se je posvetilo po celem trgu, in tako da je bilo res zelo lepo. Pri nas se je posvetila lučka, to pomeni, da imamo nekoga na telefonski liniji. Dober večer. Halo? Ja, dober večer. Dober večer. Vršnak Marko pri telefonu. Pozdravljeni. Prvi gospoda Meniha pozdravil, pa mu čestito za velike usluge, kar je naredil v Šoštanju. Drugo, kar bi ga poprašal, je pa to, kaj misli, kaj od motošportov v Šoštanju. Veste, da se je bilo na pristavi že narejena proga, pa smo mogli ukinati. Misli, kaj za naš šport narediti ali ne? Hvala lepa za vaš klic in vprašanje. Lahko noč? Ja, prav lep pozdrav. Moram reči, da smo se z to temo kar dlje časa že ukvarjali, in končno smo potem nekje se je najdel prostor, da je gospod Plazl na pristavi zrihtal progo, ki jo je že lepo izgotovil pa vse, vendar so potem najprej prišle pripombe od sokrajanov, potem pa od inšpekcije, ker tam gor je baje prvoklasna prva kmetijska zemlja in je moral to stvar ukiniti. Čeprav tam gor vemo, kak je teren, in tisti inšpektori bi malo večkrat lahko šli na teren,
pa ocenili tako, kot bi morali oceniti. No, to je eno. Drugo pa, imeli smo že motocross tudi v Ležno, sami veste, vendar tam je bilo na svojo odgovornost, no in zdaj je pa tam premogovnik to ukinil. Zdaj pa mi iščemo kak prostor. Mi nismo dali puške v koruzo, ampak vendarle pomagajte, jaz vas lepo prosim, če imate kje idejo, da nam pomagate zbrati lokacijo, ker mi vsekakor želimo tu iti nasproti. Upam, da je naš gledalec zadovoljen s tem odgovorom. Vseeno morava dokončati to zgodbo, ki sva jo prej začela, slavnostni prižig luči, ker moramo pokazati ta napolnjen trg, ne? Ja, vaši občutki, župan, povejte. Res je, to je bilo res fenomenalno in tudi potem po prižigu lučk se je začelo prav tisto živo druženje ljudi, pomenkovanje, tam je bilo tudi je bil čaj, so bili modrijani, skratka bilo je veselo, vzdušje in tako da zelo pohvalno. In takšni dogodki se zdaj odvijajo skozi ves december, tudi silvestrovanje pripravljate? Tako je, no silvestrovanje ima čez krajevna skupnost, a ne? In jaz vem, da so lani že odlično pripravili, da bodo tudi letos pripravili, tako kot se šika. Poleg tega so še pa neke druge prireditve, ki bodo tudi kar pritegnile ljudi, namreč je še nekaj bendov, ki bojo nastopali, vseh skupaj 14 teh muzikalnih skupin in jaz mislim, da vsi bodo dobro obiskani. In prav je tek, da zdaj, ko je trg, pa ko je tam še ta postrežba, da bo lepo vzdušje. Omenili ste tudi sejme, tudi sejmi so precej živi. Ja, pogledajte, zadnji sejem Katarinin, ko je bil, je imel tam 22-24 stojnic, no na tem sejmu, božično-novoletnem sejmu zdaj, pa je bilo okrog 30. Prišli so tudi še izven občine Šoštanj, bila je res pestra ponudba, tako da je lahko vsak najde tisto, kar trenutno potrebuje. In res je bilo lepo videti te ljudi, ko so hodili od stojnice do stojnice in seveda tu je bila tudi muzika, naša godba, ki je dajala tudi ton in ta utrip sejma v tistem trenutku. Gospod župan, se veste, da vas moram poprašati tudi glede Teša, nov direktor, kaj to pomeni zdaj? Ste se z njim že srečali? Ne, ta Teš je pač taka zgodba, kot je, neugodna za nas, sploh kar se tiče menjave direktorjev. Namreč mi smo zdaj kar zamenjali že 4 ali 5 direktorjev in to kar čez noč pride obvestilo, niti ne uradno obvestilo iz HSE-ja, ampak dobimo podatek ali iz elektrarne ali iz časopisov, tako da smo nad tem kar razočarani. In komaj nekje vzpostavimo tisti pristen stik z direktorjem, da prisluhne našim težavam, našim zahtevam oziroma tistim stvarem, ki nam itak pripadajo kot neka odškodnina za to degradacijo okolja, ampak vendarle, res smo kar razočarani, no in do zdaj še nismo imeli novega direktorja, je pa ravno danes bil telefonski klic iz elektrarne, so se najavili jutri ob 1:30 pri nas na občini, pa da se spoznamo, kdo je ta novi direktor in kaj ima v planu, potem pa da mu mi predstavimo zdaj takoj naše stvari, ki so trenutno take, kot so. Še ena pereča zadeva, begunska kriza, je zdaj vse mirno na tem področju? Ja, jaz moram reči, da na tem področju je zdaj kar mir, čeprav smo mi tudi nekje kar aktivirali oziroma seznanili tako Rdeči križ naš, Karitas, naše pododbore, da če bi bilo treba kaj uskočiti, da smo bili pripravljeni, ker vemo, da so ti prostovoljci pravi ljudje s srcem, ki znajo pomagati, ki želijo pomagati in tu smo mi tudi odzadej, če bi bilo treba kaj takega, vendar do zdaj trenutno ni bilo.
pa jaz upam, da bo ostalo na tem, kot je. Gospod župan, če zdaj potegnete črto za leto 2015, kako bi ga ocenili v nekaj stavkih, zadovoljni? Ja, jaz moram reči, da sem jaz osebno, pa tudi mislim, da svetniki naši, občinska uprava, z tem programom, ki smo ga dali skozi v tem letu, kaj vse smo postorili, danes ni bilo prilike še vse povedati. Tudi z vašimi sodelavci, podžupani tako, tukaj, tudi s podžupanom in našimi službami, tako da res moram vse te akterje pohvaliti in res sem zadovoljen, da smo opravili veliko delo, veliko pa še nas tudi čaka. Vaše želje za bližajoče se praznike, tudi za leto, ki je pred nami? Ja, jaz želim občankam in občanom prijetne, tople, mirne, božične praznike, da jih preživijo v krogu svojih najbližjih, svojih družin, svojih prijateljev. Potem ne smemo pozabiti na dan samostojnosti, ki ga tudi moramo ponosno praznovati, in potem je tu novo leto. Ob novem letu pa želim vsem, da se jim uresničijo vse tiste skrite želje, ki jih imajo v srcu skrite, da se razumemo, da medsebojni odnosi postanejo še boljši, da je to medsebojno razumevanje tudi na mestu, da se znamo poslušati in spoštovati. In vsem veliko zdravja, pa varno in srečno v novem letu. Enako tudi vam, župan občine Šoštanj, Darko Menih, hvala lepa za vaše gostovanje v današnji oddaji Župan z vami in srečno prihodnje leto. Ja, hvala tudi vam in srečno. Vam pa tudi hvala lepa, gledalke in gledalci, za pozornost. Prijazen večer še naprej in lahko noč.